Tudi v Novi Sloveniji ne moremo mimo katastrofe, ki nas je zadela, torej ta ledena katastrofa, ki je prizadela veliko slovenskih občin. Kot poslanka pogrešam in kot poslanci pogrešamo, da bi dobili tudi v Državnem zboru na seji več informacij v zvezi s to katastrofo in da bi tudi dobili informacije o tem, kakšne rešitve za ta problem predlaga slovenska vlada. Žal smo to delne informacije dobili zgolj na odboru za kmetijstvo. To pogrešamo. Sicer pa v Novi Sloveniji tudi premišljujemo o tem, kako bi lahko tem področjem pomagali, zato predlagamo, da bi država razpisala javna dela, na katera bi se lahko prijavile te občine, ki so doživele to naravno katastrofo. Prijavile bi se lahko tako občine kot podjetja, ki bodo odpravljale posledico in pa tudi kmetje, saj vemo, da je veliko poškodovanih gozdov, poškodovanega drevja in strokovnjaki pravijo, če tega ne bomo pospravili do aprila, se bo lubadar še bolj razširil in bodo posledice te katastrofe še veliko hujše, še veliko večje. Morda tudi za podjetja, ki bodo ta les predelovala. Pred časom smo ugotavljali, kako imajo slovenske žage in podjetja premalo lesa, zdaj bo lesa v izobilju, seveda ne najboljše kvalitete. Torej, veliko bo dela z lesom, veliko bo dela z odstranjevanjem posledic, zato menimo, da bi bil dober ukrep, da se razpišejo ta javna dela, tudi zaradi tega, ker imamo v Sloveniji skoraj 130 tisoč brezposelnih, ki so sposobni za marsikatero delo z ustreznim izobraževanjem, bi lahko bili zelo koristni in pa tudi sami bi lahko dodatno pri tem nekaj zaslužili. Predlagamo tudi ukinitev prevoznic, ki bodo v tem trenutku povzročale dodatne težave, zmanjšanje oziroma zamrznitev davka na nepremičnine, kajti ta davek bo dodatno prizadel številne prebivalce, ki so sedaj utrpeli škodo. Predlagamo tudi, da vlada sprejme konkretne ukrepe, na primer tudi nabavo dodatnih agregatov, saj se naravne katastrofe vedno znova ponavljajo, zato je torej nedopustno, da pravzaprav za take primere nismo pripravljeni. Kar se tiče gasilcev, jih moramo izredno pohvaliti, kajti opravijo veliko nalogo, pri tem tvegajo življenja, žal pa na področju civilne zaščite, ki jo organizirajo občine, pa stanje ni tako zelo pohvalno. Kar se tiče gasilstva, bo pa poslanec Državnega zbora, gospod Jože Horvat, tudi povedal, kakšne ukrepe oziroma kakšen zakon je vložila Nova Slovenija. Sicer pa se v Novi Sloveniji aktivno pripravljamo na prihodnost, zato smo oblikovali oziroma pripravljamo tematske programske konference z naslovom Odgovori za prihodnost. Veste, da je bil geslo našega jesenskega kongresa Krščanski demokrati odgovor za prihodnost. Sedaj iščemo te konkretne odgovore z našimi programskimi konferencami. Včeraj je potekala že prva, vodila je naša ministrica v senci za kulturo, gospa Irena Vadnjal, sodelovali so pa tako dr. Janez Dular, kajti govorili smo tudi o rabi slovenskega jezika v Sloveniji, v šolstvu in tako naprej, v javnosti. Govorili smo o kulturni dediščini, zato smo povabili tudi bivšega ministra za izobraževanje in kulturo, dr. Žiga Turka. Sodelovala je tudi direktorica direktorata Zavoda za na Ministrstvu za kulturno dediščino, dr. Jelka Pirkovič, bivša sekretarka tudi na Ministrstvu za kulturo, državna sekretarka, gospod Sagadin, ki dela v okviru Zavoda za ohranjanje kulturne dediščine v Kranju, in pa dr. Urban Vehovar, sociolog, publicist. Torej, to so bili v prvem krogu. V naslednjih četrtkih, v februarju, marcu, pa bomo speljali še druge
konference, torej z odgovori za prihodnost. Osrednja konferenca bo pa namenjena prav gospodarskemu programu, skupaj z nekaterimi zunanjimi sodelavci, priznanimi strokovnjaki, pripravljamo celovit gospodarski program. Ta program bomo potem uskladili ali pa sinhronizirali z drugimi področji. Tukaj je še pomembno, da ga uskladimo z področjem izobraževanja, kajti vemo, da sta ti dve področji povezani, da bomo izobraževali za poklice, za potrebe gospodarstva in pa tudi z področjem dela, družine, socialnih zadev, s področjem infrastrukture. Skratka, želimo, da bo ta osrednji gospodarski program povezan z vsemi področji, da bo usklajen in da bo kot tak ponudil konkretne odgovore za prihodnost Slovenije. Vemo, da na področju aktualne politike nam manjka prav dober gospodarski program, še več, manjka nam tudi minister za to področje, ki ga že čakamo več kot 2 meseca, prav tako minister za zdravje. Prav problemi na teh dveh področjih so veliki in zaradi tega je nedopustno, da vlada toliko časa išče pristojne ministre za ti dve izredno pomembni področji. Vsi vemo, da krpanje bančnih lukenj in pa najemanje kreditov niso ustrezne rešitve za reševanje gospodarstva, ampak konkretni ukrepi. Zato bo Nova Slovenija tudi v novem programu upoštevala tiste smernice, ki jih je sprejel že naš kongres. To pomeni, da je prihodnost gospodarstva tudi v zniževanju davkov, v zmanjševanju javne uprave, torej v vitki upravi, vidimo mi prihodnost, priložnost in pa v podpori malim, srednjim podjetjem. To so tisti izzivi, na katere mi želimo pripraviti tudi ustrezne odgovore.